v Koroški galeriji likovnih umetnosti na tokratni razstavi Zvok gledamo. V Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec so na ogled postavili razstavo z naslovom Glasba pred in za objektom, razširjena različica. Na njej se predstavljajo mednarodno uveljavljen slikar, grafik in multimedijski umetnik Uwe Breznik, ki je dela ustvaril v sodelovanju z džezovskim kitaristom Kito Rovom. Slovenjgračan Sašo Vrabič je ob nekaj starejših delih pripravil tudi nove slike in objekte, intermedijski umetnik Marko Batista pa interaktivne, hibridne, vizualno-zvočne inštalacije, s katerimi vizualizira zvočne kulise in ilustrira distopični svet prihodnosti. Razstavo je odprla veleposlanica Republike Avstrije v Sloveniji Elizabeth Ellison-Kramer. V Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu so na ogled postavili zadnjo letošnjo razstavo z naslovom Glasba pred in za objektom, razširjena različica. Imeli smo zelo pestro leto, tokrat pa potem zaključujemo nekako našo galerijsko leto z razstavo, ki je mednarodno obarvana in sicer nekako povezuje meje, bi lahko rekla, kajti povabili smo umetnike onkraj naše meje, avstrijske umetnike, da so se nam pridružili, tukaj postavili razstavo in sicer z dvema našima umetnikoma in sicer Markom Batisto ter Sašo Vrabičem. Razstavo je odprla veleposlanica Republike Avstrije v Sloveniji Elizabeth Ellison-Kramer, ki je ob tem izrazila veliko zadovoljstvo. Ich finde es eine großartige Idee. Es ist ja ein wunderschöner Ort der Begegnung, auch grenzüberschreitend und auch ein großes Nachdenken über den Frieden, der hier stattfindet. Und ich freue mich, dass mit Uwe Breznik auch ein österreichischer Künstler dabei ist. Und ich habe die Show noch nicht ganz zu Ende anschauen können, aber ich glaube, das ist ganz großartig und sehr spannend, was hier gestaltet worden ist. V svojem nagovoru je izpostavila, da je meja dvostranska. Die Grenze kann auf der einen Seite etwas Schreckliches sein, aber auf der anderen Seite auch etwas Spannendes, wo zwei verschiedene Seiten zusammenkommen und miteinander kommunizieren und übereinander nachdenken und auch gemeinsam etwas Großes erreichen können. Slowenien und Österreich haben viele Kulturbrücke zusammen. Ja, also wir haben ja eine lange Grenze und wir haben eine lange gemeinsame Geschichte. Wir machen sehr viel gemeinsam, auch in der Wirtschaft zum Beispiel und auch in der Kunst und Kultur gibt es wunderbare Zusammenarbeit. Also ich glaube, gerade die Künstler haben auch von der Europäischen Union so profitiert, dass es so einfach ist, von der einen zur anderen Seite zu kommen. Und es gibt sehr wichtige Museumsdirektoren jetzt aus Slowenien, in Österreich, in Klagenfurt und auch in Graz. Za Koroško galerijo likovnih umetnosti bi lahko rekli, da v Slovenj Gradcu vodi kulturno diplomacijo. Ja, in temu smo bili priča tudi danes, ko se tu predstavljajo umetniki kar iz 3 držav, Slovenije, Avstrije in pa Slovak, ki trenutno živi na Češkem. In res posebna razstava z posebnim tudi sporočilom, predvsem zanimiva moče za nas tiste malenkost starejše in pa še bolj zanimiva za tiste mlajše, ko občudujejo in pa gledajo, kaj dejansko je na teh stenah in kaj avtor upodablja v svojih delih, kajti vsako svoje delo vidimo, da vnese komponento glasbe, vinil, plošč in zelo zanimivo, kot je kustos razstave gospod Košan povedal, danes smo lahko glasbo gledali z očmi. In res, ko se sprehodimo skozi to razstavo, vidimo, da vsi ti avtori nekako res upeljajo v svoja dela neke vrste tudi glasbeni pridih, kar je pa še najbolj pomembno in se res tu na tem mestu zahvaljujem veleposlanici Republike Avstrije tu v Sloveniji, ki je naredila zelo močno povezavo naše galerije z kulturnim ministrstvom iz Avstrije in tudi to kulturno ministrstvo Avstrije je bilo sofinancer te razstave danes tu v Slovenj Gradcu in to res pokaže, da mogoče tudi Hugo Wolf, rojen v Slovenj Gradcu, delujoč na Dunaju, vzpostavil ta kulturni most med Dunajem in pa med Slovenj Gradcem. Kustos Marko Košan je dejal, da razstave, kot je ta v Slovenj Gradcu, v Sloveniji še ni bilo. Čeprav deluje pri nas veliko umetnikov, ki delujejo na tem mejnem področju med glasbo in vizualno umetnostjo, vendarle pa so ti umetniki večinoma nekje na robu ali pa niso postavljeni v tak konkreten kontekst. Ta razstava pa ravno prinaša likovna dela, ki se navezujejo na glasbo, ampak gre za glasbo, ki jo gledamo in ne poslušamo.
Ta razstava s poudarkom na vinilnih ploščah v marsikom zbudi tudi nostalgijo na mladostne čase. Centralna osebnost vse te razstave v Slovenj Gradcu je Uwe Bresnik, umetnik, ki prihaja iz Beljaka na Koroškem, sicer zdaj že vrsto let živi na Dunaju. In on je bil pravzaprav pobudnik te razstave v Slovenj Gradcu in v njegovem delu so prisotni ti motivi vinilnih plošč, ki so danes že pospravljene nekje v zaprašene predale, pa čeprav zdaj na nek način se ta zgodba z vinilnimi ploščami obuja, ampak vendarle moja generacija je še tista, ko smo z veliko pazljivostjo te plošče polagali na gramofon in jih pazili in čuvali, dokler ni začela čez nekaj let škripati in hreščati. In tukaj v tej razstavi je tudi avantgardni, eksperimentalni jazz kitarist Keith Rowe, ki se je pa ravno ukvarjal z zvokom od tistega trenutka dalje, ko je začela plošča hreščati na nek način. Tako da v bistvu je cel ta lok na ta način tako rekoč zaokrožen. Se pravi, gre za glasbo, ampak ne samo glasbo kot glasbo, zvok predvsem in pa vizualna umetnost in načine, kako se da glasbo pravzaprav vizualizirati. Uwe Bresnik je zelo vesel, da je ta razstava ugledala luč sveta v Slovenj Gradcu. Es ist ein Höhepunkt einmal von der Wanderausstellung, die wir ja schon 2-3 Mal weitergebracht haben, aber hier in dem Zusammenhang mit den beiden slowenischen Künstlern, mit Saša und Marko und in diesem wirklich außergewöhnlichen Ausstellungsraum ist es ein Höhepunkt von einer langen Geschichte. In kaj vse lahko vidimo? Es geht um die Arbeiten rund um Klang, der hinter den sozusagen und auch davor, vor den Werken ist. Das sind lauter Versuche, Hörbares in visuelle Form zu bringen. In meinen Arbeiten ist es die Schallplatte, die für den Klang steht und die Schallplattenrille, die einen Klang verspricht. Im Grunde, glaube ich, geht es darum, sich Klang vorzustellen. Und in dem Moment, wo man sich vorstellt, hat man ihn in den Kopf und er kann auch durch Visuelles impliziert werden und in Gang gebracht werden. Razstavo Glasba pred in za objektom Razširjena različica sooblikujejo tudi dela koroškega, tako glasbenega kot likovnega umetnika Saša Vrabiča. Za mene pomeni pač eno tako čast, da lahko sodelujem s tako dobrimi in zanimivimi umetniki in kustosi. Osebno pa, da ljudje, domačini vidijo moje nove stvari, da nekako razumejo, da sem zmeri povezan tudi z glasbo in zvokom. Neobičajna razstava, malo drugačna. Malo drugačna, bi rekel, ja, da je zelo abstraktna. Ne? Jaz sem sicer zmeri na polju nekega realizma, tako da vnašam tudi nek realizem, ampak ja, rdeče nit je pa zvok. Vrabič je na ogled postavil nekatere starejše eksponate, nekaj pa je seveda tudi novejšega in vključuje tudi elemente zapisov za slepe. Mednarodna dejavnost je za Koroško galerijo likovnih umetnosti zelo pomembna. Mednarodno sodelovanja so vedno nekako širše obarvana. Na eni strani seveda gre za neko sodobno umetnost, na drugi strani pa to vidimo kot neko priložnost za kulturno, bi rekli, povezovanje in pa tudi seveda neko kulturno diplomacijo. Na tak način seveda lažje povezujemo morda tudi politike, tudi odločevalce na teh pozicijah, se pravi, da s kulturo povezujemo več stvari hkrati, seveda pa nam je v prvi vrsti pomembna tudi vsebina in kot vidimo je umetnost pravzaprav nek univerzalni jezik, ki ga razumejo vsi, ne glede na to, kakšen jezik kdo od nas govori. In avstrijska veleposlanica dodaja: Ja, das ist ganz wichtig. Also Kulturdiplomatie ist essentiell und bringt uns, glaube ich, wirklich weiter und öffnet uns auch die Augen für das Wesentliche. V Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu si boste tovrstno razstavljeno kulturno diplomacijo lahko ogledali še vse do 3. marca 2024.